Prav lepo pozdravljeni danes. Hvala. Prav lepo pozdravljeni danes v Novi Gorici. Zelo sem vesela, da vas je toliko tukaj. To namreč pomeni, da vas je tukaj toliko veliko, ki si želite, ki si želimo izboljšati našo življenjsko kvaliteto, ki želimo delati dobro zase in za svet. In to je eno tako čudovito dejstvo, tako da res toplo dobrodošli. To, kar si jaz danes želim, je vas navdušiti, prenesti en delček mojega navdušenja na vas. Tako kot je Blanka rekla, jaz sem psihologinja, ukvarjam se z psihoterapijo, psihološkim svetovanjem, delam z posamezniki, pari, skupinami. In to, kar sem si jaz naredila za moje življenjsko poslanstvo, je to, da želim takšna zakomplicirana spoznanja iz stroke prenesti in jih narediti uporabna za vsakdanje življenje. To, o čemer vam bom danes govorila, je plod nekje mojega iskanja ob mojih lastnih življenjskih izzivih in ob izzivih klientov, ljudi, ki so prihajali k meni. Jaz imam nekako nekaj velikih učiteljev v življenju, eni od njih so zagotovo ljudje, s katerimi se srečujem v moji terapevtski praksi. Tekom mojega dela sem kmalu ugotovila, da samo to, da razrešimo težave, še ne pomeni neke zadostne življenjske kvalitete, da rabimo nekaj več. Zato sem se po izobraževanju iz vedenjsko-kognitivne terapije, transakcijske analize, dela s travmami in raznih drugih iskanj znašla v pozitivni psihologiji. Zdaj tisti, ki ste prišli sem z idejo pozitivna psihologija, to pomeni misli pozitivno, pa bo vse v redu, vas moram žal razočarati. Pozitivna psihologija ni to. Pozitivna psihologija žal ni tista čarobna palčka, po kateri tako zelo hrepenimo. Velikokrat se znajdemo mi ljudje v eni taki želji po nekem čudežnem receptu, ki nam bo pomagal, da bomo živeli srečno, happily ever after, zlati gral. Jaz ga v 20 letih, skoraj 20 letih terapevtskega dela, terapevtskih iskanj nisem našla. Pozitivna psihologija je več kot srečologija. Ne gre samo za znanost, ne gre samo za neko dopovedovanje, bodi srečen, pa bodo stvari v redu. Pozitivna psihologija je znanstveno utemeljen sklop spoznan o tem, kako lahko živimo bolj srečno, izpopolnjujoče, zadovoljujoče življenje. To bi res rada poudarila. Stvari, ki jih danes vemo, so plod raziskav. Raziskav, ki so bile narejene z velikimi sredstvi, z resno metodologijo. In marsikaj od tega se sicer sliši tako zelo poznano. In marsikaj od tega, kar bom danes govorila, boste rekli, saj to pa pravzaprav vem. In resnici na ljubo, marsikaj od tega je govorila moja babica Inča. Marsikaj od tega, kar mi je povedala, so mi potem prodali na raznih izobraževanjih, zapakirano z končnimi izrazi za drag denar. Ampak to samo pomeni to, da so to stvari, ki so del naše življenjske izkušnje, naše skupne izkušnje. Pozitivna psihologija nam pomaga, da ločimo zrno od plev, da nam pomaga razumeti, kaj zares deluje. In kot rečeno, danes bi si želela prenesti na vas en delček mojega navdušenja nad pozitivno psihologijo. Če se bo zgodilo, da na teh slajdih vidite nekaj, o čemer absolutno ne govorim, mi prosim rečite, kot najbrž veste, jaz ne vidim in včasih se zgodi kakšna napaka.
In rada bi, da me opozorite na napako. Jaz se ne bojim napak. In tako bi vam rada predstavila še nekoga, ki se ne boji napak. Tole je moj Amadej. Kakšen se vam zdi? Aha, ja? Okay, Amadej je drugi otrok. Jaz sem si ga zelo, zelo želela in jaz sem bila takrat tako mlada mamica, vsa polna nekih psiholoških teorij in kako je treba otroka vzgajati in taratata. In zdaj jaz nosim tega otročka, tega majhnega dojenčka v nosilki in vsak prav, ti lumpak, ti lumpak, ti lumpak. In meni mrak na oči, kakšen lumpak, ne? Kako mu moraš govoriti lumpak? Dojenček je, ja? Prvemu otroku ni nihče govoril lumpak. Ampak Amadeju so vsi govorili lumpak. In dejstvo je to, Amadej se je rodil car. Ja, samo nihče drug ne vedel, da je on car. In to je hudo, če si ti car, s carsko dušo, majhnem telesu, imaš velikega bratca, ki ima hitrejše noge, hitrejše roke. Amadej se ni pustil motati, ker je začel lesti, je začel tudi plezati, čim više, tam boljše. Amadej je otrok, ki je padel z omare, Amadej je padel z drevesa, Amadej je padel s pomola, to ni terapevtska zgodba, res je padel s pomola v vodo, mož ga je rešil. Ni zagovoriti, kaj je padlo na Amadeja. Amadej je otrok, ki se ne boji napak. Mi smo ga enkrat dali v prazno sobo, zato ker smo morali nekaj narediti, ne vem, nekaj bi treba urediti. Sva ga dali v čisto prazno sobo, misleč, tukaj pa ne bo mogel narediti škode. In eno igračko sem mu dala not. 10 minut kasneje. A veste, kaj je lamelni parket? No, no, to. Luščat ga je začel, a ne? To je Amadej. Zadnjič Amadej zatul, mami, pridi. In jaz pretečem in zagledam, ne pač tam v sobi noter, Amadej prav, mami, poglej, kaj je naredil. Julijan, 3 leta, velika zavesa od celi steni do tal, a ne taka lepa, mrežasta, z lukno. Julijan jo je razrezal, veliko lukno, ja, sredi zavese. Jan, 11 let, prvi otrok, zagleda lukno, vije roke, a veste, tako kaune jadikovalke, ja, kune najete, ki jih plačajo, ja. Jaz že odprem usta, da bom začela tuliti, priteče Amadej s šivalnim priborom v roki. Tole bomo popravili. Amadej se ne boji napak. On ima izkušnje z napakami. Amadej ima veliko izkušenj z napakami. In zdaj lahko razmislimo, kdo je boljš opremljen za življenje. Ja? Jan, ki vije roke v obupu, ali Amadej? In Amadej ima kapital, njegove napake so kapital, ki ga je nabral skozi življenje. Ampak, pustimo zaenkrat Amadeja in napake, Valentinovo je bilo, ne? In rekli so, da bi bilo fajn, da govorimo o ljubezni. In tako sem jaz res mislila, da bi vam rada povedala eno ljubezensko zgodbo danes. Da bi vas rada popeljala skozi eno zgodbo o ljubezni, hrepenenju in odkrivanju tistega, kar je dobro v nas. Ja, ne vem, tisti, ki ste že bili, ki ste me že kdaj poslušali, ste najbolj spoznali mojo mamo, ne vem, nekako, na zdravje. Psihoterapeuti očitno ne moramo mimo naših mam, jaz se skozi nosim sabo. Jaz sem bila zelo ljubljen otrok. Odraščala sem z veliko ljubezni, edinka, ja, veliko dobrega sem dobila. Ena taka zelo pregnantna slika, kako se jaz spomnim moje mame, je, kako je čepela na pručki, moja mama je bila učiteljica, čepela je na pručki v šlafroku. A veste, kaj je to šlafrok?
tako, to. O šlafroku ona s takim kupom kontrolk, rdeč kuli in gremo. Ksk, 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 mile, mile, mile je bilo ime mojemu očetu. Te otroci nič ne znajo. Ksk, ksk. In tako sem jaz prišla, kljub vse ljubezni, iz mojega otroštva v življenje z zelo jasnim sporočilom in prepričanjem, da so napake nedopustne, da se napake prečrtajo z rdečim kulijem in so plod za obče zgražanje v bližnji in daljni okolici. Torej, napake se ne delajo. S tem sem jaz začela življenje in če s to dediščino oslepiš, ker so napake neizbežne, je to precej slaba popotnica. Ampak moja zgodba se je začela pravzaprav mnogo del nazaj, tako kot zgodba nas vseh. Mi smo plod več milijonov let dolge evolucije. Razvijali smo se od mikroorganizmov naprej. In to, kar je ohranjalo naše gene, je bilo kaj? Tisto, kar je bilo preživetveno. Preživetvene vsebine so se ohranjale. Evolucija nas je opremljala za življenje. Za življenje v svetu, kjer si ti jedel ali pa si bil ti pojeden. Milijone let smo organizmi živeli v enem svetu, ki je bil zelo sovražen, kjer je štelo preživetje. Danes vemo, da si delimo en osupljiv del genoma z našimi predniki. Gospa, kaj bi rekli, če bi vam povedala, da ste 92% miš? Ampak tako je. Ali pa gospod, da ste 98% šimpanz. Ja. Osupljivo podobni smo našim živalskim prednikom. 98% genoma je enakega, kot ga imajo šimpanzi. To je res veliko. Naši možgani, takšni kot so se razvili pred 2,5 milijoni let. Tako da moramo vedeti, da smo dediščina, vse nosimo res eno dolgo dediščino, ki nas zelo zaznamuje. In naš organizem se je oblikoval tako, nas je usposobil za preživetje, tako da imamo 2 oziroma 3 živčne sisteme. En sistem je bil odgovoren za aktivacijo organizma. Ja? Ko je pračlovek v savani videl leva, je moral znati hitro aktivirati svoje mišice, hitro zbežati na drevo, treba je bilo pospešiti srčni utrip, pospešiti dihanje, hitro prevodnost kože, ozek fokus pozornosti. Ja? Boj ali beg, sistem aktivacije. Potem imamo pa, ampak samo s tem sistemom ne bi preživeli. Zato smo potrebovali še en sistem. In to je bil živčni sistem, ki nam omogoča, da skrbimo drug za drugega, ki omogoča, da se pomirimo, da se uravnovesimo. Sistem, ki je odgovoren za to, da zna mamica potolažiti dojenčka, da ga lahko stisneš k sebi. In sistem, ki omogoča dojenčku, da se regulira. In imamo seveda še en sistem, dopaminski sistem, ki išče ugodje in nas vodi k temu, kar je za nas prijetno. To je oprema, ki smo jo dobili in ki nam pomaga preživeti, ki nam je pomagala preživeti do sem. Naš preživetveni mehanizem za življenje v enem svetu polnem izzivov, lahko je kar rečemo v enem sovražnem svetu. Ampak nismo samo plod genov, smo tudi plod okolja. Ta verzija Tjaše, ki jo danes vidite, je plod tega, kako so me vzgajali moji starši, ljudi, ki sem jih spoznala,
knjig, ki sem jih prebrala, sporočil, ki sem jih dobila iz medijev, vrstnikov, mentorjev, ko so me oblikovali, me navdihvali, smo plod vplivov, ki jih srkamo. Jaz rada rečem, da smo neke vrste socialne spužve. Če bi se jaz rodila pred 2500 leti, bi sedela v rimskem koloseju in gledala, kako se gladiatorji bojujejo med sabo ali pa kako živali trgajo kristjane in bi pred tem neznansko uživala. Meni je danes to nepredstavljivo. Ljudje smo neverjetno mnogoteri in različni. V sebi nosimo potencial za marsikaj, za različne stvari. In to, kateri potencial, kateri genotip se bo pri nas razvil, je odvisno od okolja in tudi od, hvala Bogu, tudi od naše samoaktivnosti. Tako da, rada bi vam pokazala čisto en okus tega, kako mnogoteri smo. Upam, da bo tole delovalo. We are thoughtful. We are thoughtless. We are kind. And we are cruel. We are creative. Destructive. Brave. Stupid. We are heroes. Villains. Visionary, and we are blind. We are responsible and responsible. We are all what we have done and what we will do. So we all have a duty to do the right thing. We are no different. Imamo en neverjeten kapital v nas. Dobili smo en osupljiv ustroj. Neverjetna kreacija smo. In na nas je, katero verzijo bomo realizirali. Nismo odgovorni za paket, ki smo ga dobili. Če bi se jaz zbirala, bi se rodila, ne vem, malo višja, malo bolj suha, z večjimi prsmi. A ne? Smo pa odgovorni za to, kaj bomo s tem paketom naredili. In danes bi vas rado spodbudila, da prevzamemo en delček te odgovornosti. Sodobna psihologija, sodobna psihološka znanost nam danes omogoča eno edinstveno možnost. Mi imamo veliko znanja, ki ga lahko uporabimo za to, da razvijemo te potencijale, ki jih nosimo v sebi. Da razvijemo ta pozitivno verzijo sebe. In tako so imeli v psihologiji idejo, pri tem razvijanju pozitivne verzije sebe, se je pojavila ideja o pozitivni samopodobi. Nekoč v 60-ih letih se je iz raziskav, ki so jih delali na otrocih iz slemov, razvila ideja, da bo dobra samopodoba pomagala, da bodo ljudje manj delikventni, da bodo delali manj prekrškov, da bodo se manj drogirali, da bo manj najstniških nosečnic. Danes, 60 let kasneje, vemo, da gibanje za razvoj pozitivne samopodobe, kjer je bilo prepovedano otroka grajati, pa kjer vse nagrajujemo, pa kjer vse hvalimo in kjer mora biti vsak najboljši, preprosto ni obrodilo željenih sadov. Enostavno, statistično mora biti jasno, da ne moremo biti vsi nadpovprečni. Če boste po temle predavanju danes rekli, da je bilo povprečno, ne bom najbolj vesela, ne?
živimo v svetu, kjer vsi stremimo za tem, da bi bili nadpovprečni in kjer si predstavljamo, da je sreča, da je sreča nekako norma, da moramo biti srečni, da če nismo srečni, da je nekaj narobe. Enostavno danes vemo, da te stvari na ta način ne držijo. Pa bi vas prosila, da naredimo skupaj en majhen eksperimentek. Dajte prosim zapreti oči. Nič ne bo hudega, čisto kratki bomo, ker sem že videla, da nas čas lovi. In si rečete pri sebi par stavkov, jaz sem vam povedala par stavkov, vi jih pa ponovite pri sebi noter. In bodite pozorni na to, kaj se pri vas dogaja. Rečite si, jaz sem čudovita. Jaz sem čudovita, pametna oseba. Jaz sem čudovita, pametna, fantastična oseba. Jaz sem najbolj čudovita, fantastična, pametna, sploh super kompetentna, kulska oseba. Okay. Nadihnite, odprite oči. Kako je bilo tole? Kaj se je dogajalo? Kaj ste začutili v sebi? A ste si verjeli? Tako malo je šlo, ne? Ta prvič je bilo, jaz sem čudovita oseba. To je še šlo, prvič je še šlo, a ne? Prvič je bilo še v redu. Pol je bilo pa, adzaj, no, a pa ne, no, adzaj. Okay. Ja, zato pozitivne afirmacije same po sebi ne delujejo. In zakaj ne delujejo, še marsikakšen razlog, ampak danes ne bomo toliko o tem. To, kar se je oglasil, je bil vaš notranji kritik. Mi imamo en delček, en notranji kritik, za katerega imamo mi pogosto idejo, da ga moramo ukiniti. Nekako tako je ta psihološki pristop, imamo dva delčka osebnosti. En je ta angelček, ta dober, ta drugi pa ta negativni, ta hudič, ta kritik, ki nas skozi kritizira in nam skozi teži. In potem je nekako ideja, da ga je treba ukiniti, da ga je treba nekaj se kritizirati, pa spet se kritiziraš, pa ne moreš, kako se moraš tokle kritizirati? Res si brezvezna, kako, ampak pa ob vsem, kar veš, se še vedno kritiziraš. A gre nekako takole, ne? Ja? Ja, notranjega kritika danes vemo, ne bomo mogli enostavno ukiniti, tako da ga bomo preganjali, ker potem pridemo do tega, da se kritiziramo zato, ker se kritiziramo. Po drugi strani se ga pa tudi ne upamo čisto pustiti, ker imamo nekako eno prepričan, da se pa vendarle moraš majčkan, a ne, urad brcant. Kam pa pridemo drugač? Saj se čisto poleniš. Tako da mi imamo en notranji imperativ, da tega notranjega kritika ohranjamo. In namesto, da ga skušamo pregnati, ki samo raste, a pozna kdo od vas eksperiment z roza slonom? A ga bomo nahitali za tiste, ki ga ne poznate? Kaj je to kluškan, zdaj ga imam ful rada. Predstavljate si roza slon. Velik roza rjuc, roza nogice, velika ušesa, plahotajoča. A si ga predstavljaš? Zdaj pa 30 sekund. Ne misli na roza slona. Ja? Ne? Nikakor, da gre stran ta roza slon? Ja? Skratka, ne misli, ne deluje. Rabimo nekaj drugega. Zato, da bomo lahko gradili en pozitiven občutek do samih sebe, rabimo iti majčkeno nazaj, rabimo biti bolj konkretni. Naš odnos do sebe se je gradil skozi to, kako so se naši starši obnašali do nas, naši skrbniki.
In ti si lahko dopoveduješ, kar si hočeš, če sama s sabo delaš slabo, si ne boš verjela. Ja? Zato je zelo pomembno, ko začnemo graditi pozitiven odnos do sebe, da začneš lepo delati sam s sabo, sama s sabo. Mi imamo verbalno pa neverbalno komunikacijo, ne? In če se verbalna pa neverbalna komunikacija ne ujemata, čemu bomo verjeli? Če se besede pa dejanja ne ujemajo, čemu verjameš? Dejanjem. Zato je tako, če želimo graditi pozitiven odnos do sebe, je res pomembno, da začneš lepo delati sam s sabo. Tle se začne. En pomemben del, kako delati sam s sabo, je to, da si privoščiš sprostitev in regeneracijo. Jaz sem bila šokirana. To itak vem, da vsi premalo spimo. V današnji družbi je delo ena velikanska vrednota, en velik imperativ. Vsi mislimo, da bomo dobri samo, če bomo delali. In potem zelo veliko delamo in se na ta račun pogosto depriviramo od spanja. Potem so raziskovalci rekli ljudem, zdaj ne spite, ne družite se s prijatelji, nimate časa za kosilo, zato ker toliko delate. Kaj bi bilo, če bi dobili še en dan v tednu več? Kaj bi nadelali ta dan? Kaj bi delali ta dan, če bi imeli? Kaj mislite, kaj so rekli? Delali bi. Rekli, super, še en dan, pa bi pa podelil vse, česar nisem uspel. Tle smo, a ne? Mi našo vrednost v tej kompetitivni družbi, ki je tako zelo tekmovalno usmerjena, enačimo skozi delo. Velikrat se tudi umikamo v delo in si ne vzamemo časa za regeneracijo. Ne vzamemo si časa, da bi negovali naše telo, da bi ga ohranjali v dobri formi. Rekreacija ni luksus, rekreacija je nujna za tvoje telo, da ti bo dolgo služilo. In to, da si privoščaš čas za regeneracijo, za spanje, tukaj si pokažeš, da se ceniš. Tako da to je en tak zelo osnovni del, kako lahko pokažeš sebi, da se ceniš. Tako da greš dosti zgodaj spat za začetek. Pa to, da se gibaš, kardiovaskularna vadba, 20 minut redne kardiovaskularne vadbe na dan. Kardiovaskularna vadba, to pomeni to, da tečeš, da hodiš, da plavaš, kolesaraš. Deluje za 70% ljudi enako kot antidepresivi. Takoj in brez stranskih učinkov. To je fascinantno. Jaz vam povem, marsikdo od ljudi, ki hodi k meni, bi bil čist fajn, ali pa bi bil, čist fajn, če bi hodil dosti zgodaj spat, pa če bi se gibal. Ja. Ampak pogosto imamo ene notranje ovire, ki nas pri tem ustavljajo. Še ena pomembna stvar, kako si pokažeš, da se imaš rad, da se imaš rada, da se ceniš, je to, kako ješ, kaj daješ vase. A si vzameš čas, da v miru poješ nekaj toplega, en hranljiv obrok, ali je dovolj tistele, ne vem, pica ali pa tistele fast food, ki ga na brzino v avtu, drive-in, saj veste, da ne bomo zgubljali časa. Ja. Tako da to, kako si vzamem čas, da poskrbim za svoje telo, mi zelo neposredno sporoča, koliko se cenim. Podobno je to, kako uredim sebe, svoj prostor. To so bile ena zelo primarna sporočila, ki smo jih dobili od naših staršev, kako so nas negovali, kako so nas stisnili k sebi, nas obrisali, nas oblekali, poskrbeli fizično za nas. In na podoben način si daješ ti zelo neposredna sporočila, kako delaš s svojim telesom, kako se urediš, kako urediš svoj prostor. In last but not least, ne nazadnje, to, kako se pogovarjaš sam s sabo. Kaj si govoriš? Kako
si razlagaš svet, kako si razlagaš svoje dejanja, dejanja drugih. Naše besede so tiste, ki določajo naš svet. To je tistih 2%, od katerih se tako drastično razlikujemo od šimpanzov. To, da si naš svet konstruiramo. Mi sveta ne doživljamo kot fotografski aparat preko objektivnih dejstev, ampak preko besed, preko pomenov, ki jih pripisujemo. In en zelo pomemben način pri tem je to, kako se mi pogovarjamo sami s sabo. Če govorimo o tem, kako se cenimo, naš odnos, naša vrednost samega sebe se zelo gradi skozi kritike in pohvale, ki jih dobivamo. In zato, ker so to ugotovili znanstveniki, je potem prišlo nekje je prišla potem ideja tam v 60-ih, 70-ih letih, Bog ne dej kritizirati otroka. Bog ne dej. Ja, bom imel slabo samopodobo? Ja. Bo celo življenje nesrečen. Kaj zdaj to pomeni? A je to res? A je kritika res vedno škodljiva? Kaj mislite? Dajte mečkam bolj na glas, kaj vas ne slišim. Ok, kaj mislite s tem? Dajte mečkam razložiti. Ja, to je ključno. Kritika je korektivna. Kritika ima lahko korektivno funkcijo. Tudi jaz, ko gledam svoje delo, svoje življenje, svoje stvari, je pomembno, da si rečem, Tjaša, tole pa ni bilo v redu, tole bi se dalo pa boljš. In tudi za otroka je zelo pomembna informacija, da ene stvari niso bile v redu, da se da ene stvari narediti boljš. Šele skozi kritiko omogočamo rast. Pomembno pa je, kako dajemo kritiko. Res je pomembno, da kritiziramo vedenje, da rečemo, daj to, da lezeš po omari, ni v redu. Da ne kritiziraš osebo, da ne rečeš, ti si neumen, ti si bedak, ti si, nadloga, ker je s tabo ves čas križ. In še ena stvar je pomembna, namreč razmerje. To zelo vidimo v partnerski terapiji. Jaz delam veliko s pari, skušam pare podpreti pri tem, da gradijo bolj konstruktivne, bolj bogate, izpolnjujoče odnose. In takrat rabim partnerju povedati, kaj mi ni v redu. Jaz se rabim izraziti v odnosu in rabim vedeti, kaj ni v redu mojemu partnerju. Ampak pomembno je razmerje. Pomembno je to, da jaz rečem partnerju, glej, to ni bilo ok, ampak to je bilo pa fajn, to delaš pa super. In pomembno je razmerje, včasih rečemo 1:5. 1 kritika za 5 pohval. Tudi če 1:7 ali pa 2, ampak pomembno je, da je bistveno več pohval, da znamo videti, kaj je dobro. In kar je ena zanimiva stvar, ko mi govorimo o partnerju, kaj je dobro, mi stimuliramo tisti živčni sistem, ki je odgovoren za pomiritev, parasimpatikus. In s tem gradimo vse eno tako prijazno vzdušje. Ko kritiziramo, stimuliramo tisti sistem, ki je odgovoren za doživljanje nevarnosti. In tisti sistem, ki ga bomo stimulirali, tistega bo več. Ljudje smo, kot je videti, nekako predisponirani zato, da se večkrat osredotočamo na ta sistem za nevarnost, kar je bilo za nas pač pomembno preživeti in je bilo pomembno videti, katere stvari so nevarne.
Če se greste recimo po božičnih nakupih in greste v 10 trgovin. V 9 trgovinah so bili prodajalci to vas zelo prijazni uslužni taratata. V eni trgovini je bil prodajalec nesramen, pustil vas je čakati, sploh se ni ukvarjal z vami in potem, ko ste povedali, kaj želite, vas je še nahrulil. Ko pridete domov, na poti domov, o kom boste razmišljali? O tistem enem, v njih je bilo 9. Spomnili se jih ne boste. Ko pridete domov, o kom boste govorili partnerju? O tistem enem in to še kar naprej in pa se bova pogovarjala o tem in se bova skupaj jezila in skupaj hodovala, a ne? In bova skupaj stimulirala spet ta sistem za nevarnost. Enako lahko obrnemo. Če stimuliram sistem za nevarnost, dobim en filter, v mojih možganih se sproščajo kortizol, adrenalin, noradrenalin, hormoni, ki mi slikajo svet kot nevaren, kar pomeni, da bom bolj reaktivna, da bom stvari hitreje interpretirala kot nevarne in da bom tudi bolj prepirljiva, da se bom hitreje spuščala v konflikte. In podobno velja, če bom se zavestno osredotočala na tiste stvari, ki so pozitivne na mojem partnerju, na ljudeh, ki jih srečujem, na mojem delu, na mojih otrocih. S tem stimuliram sistem, ki sprošča v mojih možganih oksitocin, dopamin, serotonin, endorfine. In kar je čarovnija na tem, je to, da se bom zaradi teh hormonov začela jaz sama boljše počutiti. Tako da mi lahko to zanko dejansko obrnemo. In en takšen enostaven način je to, da iščemo zavestno, da zavestno usmerjamo lučko naše pozornosti na pozitivne aspekte, na pozitivne momente, pozitivne stvari v našem okolju. S tem gradimo eno dobro atmosfero v sebi in hkrati gradimo s tem tudi eno boljšo, večjo tolerantnost v okolju okrog nas, ker bomo okolje drugače videli. Zgodi pa se, da vse stvari vendarle niso vedno fajn. Prej smo rekli, da sreča ne more biti norma. Ko je bila moja babica majhna, so v njenem domu doma mrliči ležali na parah. A veste, kaj je to? Ja? To je 50 let nazaj. So se ljudje dnevno srečevali z smrtjo, s trpljenjem, z izgubami. Izgube so del naše človeške realnosti. Mi živimo v svetu, kjer nam mediji zelo slikajo eno sliko čudovitega sveta, kjer so vsi srečni, kjer so vsi uspešni. Kaj mislite, preden je Edison iznašel žarnico? Koliko neuspelih poskusov je bilo prej? 100 in 100 in 100. Ampak o teh se ne govori. To, da nam kdaj ne uspe, sodi zraven. In takrat, ko nam ne uspe, če imamo samo to samopodobo, ki je fokusirana, ki temelji na dosežkih, takrat nas bo ta samopodoba pustila na cedilu. Takrat se bomo počutili zelo slabo. Takrat rabimo nekaj drugega. In takrat lahko sežemo po našo gensko opremljenost za sočutje. Mi imamo genski sistem, ki je opremljen za sočutje. To je tisti del, tisti živčni sistem, o katerem smo prej govorili. Sistem, ki nam omogoča, da stisnemo otroka k sebi, da ga potolažimo, da objamemo človeka, ki trpi. V tem se razlikujemo od živali. Tudi to je tista 2% genoma, ki vas razlikuje od šimpanza.
V živalskem svetu gredo živali stran od osebkov, ki trpijo. Ker to simbolizira trpljenje, simbolizira bolezen, simbolizira nevarnost in živali od tega bežijo. Ljudje nasprotno imamo sposobnost sočutja. To je to, kar je ohranjalo našo vrsto. To, da smo znali v tropu poskrbeti drug za drugega. To, da smo se znali skloniti k majhnemu otroku ali pa k neboglenemu starcu. To, da smo znali pomagati bolanemu. To, da znamo biti sočutni. To je to, kar nas dela drugačne od šimpanza in od miši. In ta kapaciteta, ki nam je gensko dana, je naša rešilna bilka. Tudi takrat, ko se mi sami srečujemo z neuspehi. Razvijanje enega sočutnega odnosa do sebe je naša največja investicija. To je tista naša banka, po kateri lahko gremo takrat, ko nam bo hudo. Sočutje ne pomeni pomilovanja. Sočutje pomeni pripravljenost, kapaciteta ostati ob trpljenju in sežti po notranjo modrost, ki jo imaš, da pomagaš človeku takrat, ko je v stiski. To notranjo modrost, inner wisdom, notranjo modrost mi imamo. To ima vsaka mama, ko se skloni k otročku in ga pobere in ga potolaš, ko je padel. To notranjo modrost imaš takrat, ko se skloniš k živali, k ranjeni živali jo pobereš in jo stisneš. In to notranjo modrost lahko uporabiš tudi za sebe, da potolažiš sebe, da se na en ljubeč način skloniš k sebi in se potolažiš. Se obrneš k sebi tudi takrat, ko ti je hudo. Tudi takrat, ko nisi uspešen. Tudi takrat, ko bi se želel, da bi bile stvari drugačne. In na moje veliko veselje se je v psihologiji v zadnjih 20 letih pojavilo ogromno raziskav na to temo, ki nam skušajo razkriti, odkriti ta naš skrit biser, ki ga nosimo v sebi. Žal se pogosto dogaja to, da smo težko sočutni do sebe, imamo veliko enih predsodkov. Včasih si mislimo, joj, sočutje do sebe. To je pa nekaj, kar je sam zamel že. Ja? Ali pa joj, jaz se pa že ne bom tako pogovarjal s tabo, saj nisem otrok. Ali pa, saj se bom čisto pomehkužila, če se bom takole pogovarjala sama s sabo. To pa ja ne gre. To so ena prepričanja, eni miti, ki jih nosimo v sebi. Na moje veliko veselje imamo danes ogromno raziskav, tukaj bi upozorila na delo Kristin Neff. Jaz sem tlele zbrala par takih njenih pomembnih raziskovalnih odkritij, ker je odkrila, tukaj zadnje so resne študije, ki kažejo, da se sočuten odnos do sebe povezuje tako rekoč z vsakim pozitivnim aspektom našega življenja. Sočutni ljudje so bolj optimistični, bolj fizično zdravi, imajo manj kardiovaskularnih težav, vsekakor imajo manj depresije, so manj anksiozni, bistveno manj pod stresom in kaj meni tako pomembno, doživljajo bistveno manj sramu. En sočuten odnos do sebe, da se znaš potolažiti in se reči, nič hudega, poskus ponovno. To zna Amadej. Ko Amadej pade, ali pa ko Julijan pade, pride Amadejki do njega, Julijan je tam malo, take zavese razrezal. Prav, Julij, nič hudega, ostani, bova poskusila še enkrat. Ja? Pogum za napake. Zato nas usposablja en sočuten odnos do sebe.
In bi vas povabila na eno kratko popotovanje. Danes jaz zelo veliko govorim, ponavadi se trudim malo bolj vas vključiti, ampak nekako je toliko stvari, ki bi vam jih rada povedala, ker se mi zdi ta tema tako pomembna, da pa kar ne govorim, pa bi vendarle poskusila z eno vajico. Vabim vas, da zaprete oči, zasedete udobno, tako da udobno sedite, date noge na tla. Globoko dihneš in izdihneš. In začutiš svoje telo, kako sedi na stolu. Še enkrat globoko dihneš in izdihneš. Začutiš težo svojega telesa in samo za par trenutkov ostaneš pri svojem vdihu. Slediš svojemu vdihu, opazuješ svoj dih. Zrak vstopa in izstopa. Vstopa in izstopa. Kako je to kot eno valovanje, ki te nežno ziba. In si predstavljaš, kako bi bilo, če bi bil bolj sočuten, če bi bila bolj sočutna do sebe. Mogoče si lahko predstavljaš eno drago osebo, ki te je imela zelo, zelo rada. Zame je to moja babica. Najdeš to osebo, ki te je imela zelo rada in si predstavljaš njen pogled na obraz. Pogled, kako te gleda. Mogoče si lahko predstavljaš njen glas, kako ti na en prijazen, sočuten način reče tvoje ime. Zdaj si lahko predstavljaš, da vzameš ta občutek in ga neseš v sebe. Lahko si predstavljaš, kako bi bilo videti tvoje življenje, če bi bila bolj sočutna do sebe. Kot si lahko predstavljaš, si pilot in voziš letalo. Ko si lahko, čeprav tega v resnici ne znaš, si lahko tudi predstavljaš, da si bolj sočutna do sebe, čeprav mogoče v tem hipu še nisi. Kako bi izgledalo tvoje življenje? Kaj bi to pomenilo za tvoje življenje? Za tvoj vsakdanjik, kako bi izgledal tvoj vsakdanjik. Lahko razširva, lahko si predstavljaš, kaj bi to pomenilo za tvoje bližnje. Kaj bi za tvojo družino pomenilo, če bi bila bolj sočuten do sebe. Za tvoje družinske člane. Kako bi izgledalo tvoje življenje za tvoje prijatelje? Kaj bi za tvoje prijatelje pomenilo, če bi bila bolj sočutna do sebe? Kaj bi pomenilo to za tvoje sosede, če bi bila bolj sočutna do sebe, do drugih? In če razširva to sočutje v skupnost, v kateri živiš, delovno okolje, kako bi bilo v tvojem delovnem okolju, če bi bila bolj sočutna do sebe, do drugih?
In lahko se mogoče celo dvigneš še više. Kaj bi to pomenilo za svet? Če bi bila bolj sočutna, kakšen bi bil potem svet? In s to podobo počas zaključva. Greš počas nazaj sem, v to sobo, ta čas, ta kraj, ta prostor. 5 minut kasneje smo začeli, tako da bomo 5 minut podaljšali. Kakšna je bila tale izkušnja? Kakšen je bil svet, ko ste ga videli, doživetje, ko ste ga imeli? Kadar delam jaz to vajo, je zame vedno navdihujoče in lepo. In zato bi vam rada povedala eno veselo novico. Sočutje lahko razvijamo. Tako kot lahko treniramo mišice, tako kot lahko izbiramo, katere nevronske povezave bomo jačali, bomo krepili. Tako se lahko odločimo, da bomo razvijali te sočutne nevronske povezave, sočuten program, ki ga nosimo v sebi, da bomo začeli kapitalizirati to, kar imamo v sebi, naš kapital za sočutje. Sočutje do sebe dejansko lahko razvijamo. V terapiji to delamo na različne načine, veliko je konkretnih vaj. To je ena velikanska prednost pozitivne psihologije. Pozitivna psihologija ni samo teoretična, ni samo neko teoretiziranje, ampak ima vedno tudi neke konkretne vaje, s katerimi lahko razvijamo te stvari, ki nam izboljšajo življenje. In če ste za to, bi vam jaz pokazala eno vajico, s katero lahko dejansko razvijaš bolj sočuten odnos do sebe. A ste za? Yes. Ok, gremo. Pa vas povabim, da se spet udobno usedete, zdaj že znamo, noge na tleh, zapreš oči, da ne gledaš drugih, da drugi ne gledajo tebe. Ok, in si zamisliš en dogodek, ki je za tebe malo težek. Ne izbereš si najtežjega dogodka, ne izbereš si najtežjo vsebino v tvojem življenju, ampak eno vsebino, ki je zate nekoliko težka, en dogodek, ki je zate malo težek. Okay. Recimo mogoče to, ko se kot mama srečuješ z otrokom, ki ne uboga in ki ne veš več, kaj narediti, ker si poskusila že čisto vse, ampak še zmeri ne pospravi sobe, ali pa še zmeri ne vstane, ali pa še zmeri ne pride domov, čeprav sta bila zmenjena, da bo doma, ne vem, ob 11. in ga ni in ne dvigne telefona in tebe zdaj skrbi. Nekaj tacka raba. In majčkeno gledaš, različni dogodki pridejo, grejo, kdo bo ta pravi kandidat. Ok, enka zbereš in pogledaš ta dogodek, pogledaš to sceno, ki je, pogledaš, kdo vse je udeležen, kaj se dogaja, kakšen je prostor. In mogoče so kakšni zvoki v tem prostoru, pogledaš, kaj se dogaja in začutiš ta feeling, ki ga imaš, ta občutek stiske, tesnobe, strahu, ne vem, to, kar je zate stiska v tej situaciji. In zdaj ti bom rekla en stavek in ti poskušaš najti tvoj stavek, tvoje besede, ki bodo ubesedile zate to misel. Reči si, to je težko, to je trenutek stiske, to je trenutek trpljenja. To, kar zdajle doživljam,
to je težko. Tole zdaj je stiska. Samo zavaj se tega, da to, kar zdaj doživljaš, to je težko. To, da otroka ni, ne vem, kje je. To je težko. Najdi en svoj stavek. Mogoče je to zate stavek, to je težko. Mogoče je to zate stavek, to je trpljenje. Mogoče je to zate stavek, to je hudo. Ne vem, najdi svoje besede. In zdaj si reči nekaj, kar tudi to spada zraven k življenju. Tudi to je del življenja. Mogoče je to zate stavek, tudi to je normalno. Ali pa tudi, trpljenje spada zraven. Tudi to je del tega, da sem človek. Tudi to je del tega, da sem živa. Tudi to spada zraven k mojemu življenju. Ne vem, najdi svoj stavek, nekaj, kar bo beseda zate. To je del človeške izkušnje. In zdaj si položi roko na prsi in samo začuti ta občutek, tvoje roke na prsih. In poskusi začutiti, kako se to čuti. A je to zate pomirjujoča kretnja? Najdeš eno kretnjo, ki je zate pomirjujoča. Si položiti roko na prsi je za veliko ljudi zelo pomirjujoče. Mogoče je zate boljše, če si daš na prsi pest. Sploh moški lažje prenesejo to, lažje začutijo. A ne, ker je to ena oblika moči. Ena oblika, kapacitete. Mogoče prekrižaš obe roke na prsih. Malo poskus. Kaj je gesta, kretnja, ki pomirja tebe? Mogoče se objamaš okrog ramen, ne vem. In zdaj, ko si našla svojo gesto, svojo kretnjo, zdaj si reči svoje ime, si reči Tjaša, kaj zdaj le rabiš, kako ti lahko pomagam? Poskus se z enim prijaznim, ljubečim tonom obrniti k sebi. In se vprašaj, kaj zdaj le rabiš? Mogoče je to, ne vem, objem, mogoče je to iti na sprehod, mogoče je to koga poklicati, mogoče je to, ne vem, pojesti heleks, karkoli. Pomembno je to, da se obrneš k sebi z enim ljubečim, neobsojajočim pristopom, z enim sočutnim tonom do tvojega trpljenja. In da si pripravljena pomagati. Ok, in počasi zaključimo z vajo. Prideš tam nazaj, ta čas, ta kraj, ta prostor. Kakšna je bila ta izkušnja? Kako je šlo? To je precej nenavadno. Ko sem jaz prvič naredila tole vajo, mi je bila čudna. Ampak kot vedno, kadar me ene stvari intrigirajo, me začudijo, se me dotaknejo, me zmotijo, pomeni, da nosijo v sebi en pomen. Nekaj, kar se me dotakne, nekaj, kar zavibrira z mano. In vas vabim, da se vrnete k tej vaji. Če bo kdo hotel, želel navodila, kontaktirajte me na mailu, z veseljem pošljem. Res veseljem, ker sem absolutno prepričana, da tako širimo nekaj dobrega. In vrnite se mogoče k temu, malo eksperimentirajte, malo poslušajte, malo
Malo poskusite okušati, kakšen je okus sočutja sebe in kako to sočutje transformira vas in svet okrog vas. Res pa je, da če nečesa nismo dobili, to zelo težko damo naprej. In jaz sem vam obljubila, da bo tole ljubezenska zgodba, ne? Ko sem pripravljala tole predavanje, se mi je zdelo, da bo to ljubezenska zgodba o grajenju ljubezni do sebe. Ampak če ljubezni do sebe na nas nismo dobili kot otroci, bomo zelo težko generirali, zelo težko dali. In takrat nam je lahko v velikansko pomoč naš partner. To, kar mi vemo v imago partnerske terapije, v partnerske terapije nasploh, je to, da bo partner prevzel eno vlogo, ki jo imajo naši starši, ki so imeli naši starši pri oblikovanju naše samopodobe v otroštvu, kasneje v naši odraslosti. Se pravi, tako kot se bo naš partner obnašal do nas, sporočila, ki nam jih bo dal naš partner, se bodo usidrala v nas in bodo nadgradila in lahko celo transformirala, spremenila tista sporočila, ki smo jih dobili od naših staršev. Zdaj se najbrž sprašujete, kaj se je zgodilo s tisto Tjaško, ki je šla v življenje s popotnico, da se napake prečrtajo z rdečo in da se napake ne delajo in da so nedopustne. Jaz sem imela potem srečo, da sem spoznala mojega Roka. Moj Rok je zelo nenavaden človek, drugače ne bi bil z mano. Rok je to, da sem jaz danes tukaj, to, da jaz danes tukaj stojim, to, da sem jaz sposobna vam povedati to zgodbo, je v veliki meri pa v glavnem njegova zasluga. Tako in drugače. Kako je to naredil, ne vem prav dobro, ampak Rok je od nekdaj bil sposoben, za razliko od moje mame, vedno videti v meni nekaj dobrega. Karkoli sem jaz naredila, je bilo čudovito. Karkoli. Kako to izgleda? Zadnjič recimo. Na naši šoli, na naši osnovni šoli so imeli živali, ovce in putke. Ja? Mi smo bili tega zelo veseli. Sploh jaz, meni se je zdelo to čudovito. Ko si Jana vprašal, kaj je delal v šoli, je rekel, ovce sem pasel. In jih je res. No, ampak letos se je vodstvo v naši šoli zamenjalo in tako so živali morale iti. Jaz sem slišala za to in meni je bilo to zelo hudo, takrat poletje je bila to samo govorica. In midva z Rokom sva bila zaradi ene stvari v tajništvu, ne vem zakaj, že nekaj je bilo treba iti gor. In zdaj midva stojiva tam pred tajnico in jaz, gospa tajnica, a je to res, da bodo te živali šle? In tajnica Motovili se zvija, ja, veste, pa noben nima za skrbeti za te živali. In to je zdaj tako obremenitev, mi ne vemo, veste, so počitnice, so prazniki, kdo bo za to skrbel, žival rab, a ne. In jaz stojim tam in planem. Veste, mi živimo tukaj čisto blizu in mi se lahko zavežemo, a ne Roki, a ne, mi se lahko zavežemo, da bomo mi, a ne, poskrbeli za te živali, če noben drug ne more, da bi ovčke lahko ostale. In tajnica nekaj zmuci in Rok nekaj, pogovor steče naprej, midva greva ven. In potem prideva ven v hodniku, Rok prav. Tjaši, veš, to je velika institucija, to je zavod. Oni imajo veliko ljudi, ki seveda lahko poskrbijo za te ovce. To, da teh ovc ne bo, to so drugi razlogi. In meni
mrak na oči, sram, sramota, doktorica psihoterapije, doktorica znanosti, a razumete, se zblamiram tam kot majhen otrok, se mi se na zemlje pogoltni me. In Rok prav, jaz pravim Rok, jaz se bom v zemljo udrla. In potem prav Rok, pa Tjaši, pa ne, pa ti si čudovita. In jaz sem pa kaj misliš, zblamirala sem se do nezavesti. Pa ne, Tjaši, ti si rekla to, kar misliš. Ti si takšna, zaradi ljudi, kot si ti, se svet premika, zaradi takšnih ljudi gre svet naprej. In zaradi takšnih sporočil sem jaz danes lahko tukaj. In želela bi si posredovati eno idejo o tem, koliko močna so sporočila, ki jih dajemo v partnerskem odnosu, ki jih dajemo drug drugemu. In želela bi si, da bi bila tole ena vzpodbuda za to, da Valentinovo je super, Valentinovo je krasno, ker nas spomne na naše drage, ki jih imamo. Ampak lepo bi bilo, da je to ena vzpodbuda za to, da razvijamo en bolj ljubeč, sočuten odnos do nas samih, do našega partnerja, do sveta, ki nas obdaja. Mi živimo v svetu, ki je v enem času, kjer smo res privilegirana generacija. Imamo sredstva, znanje, možnosti, da izboljšamo naše življenje. Mi živimo res v enem edinstvenem zgodovinskem momentu, ker imamo na razpolago moč, da naredimo ta svet boljši. Za nas, za naše bližnje in za naše otroke. Jaz bi rada zaključila z citatom mojega dragega avtorja Oskarja Wilda: bodi to, kar si. Drugih je že dovolj. Hvala za pozornost.